prihodom praproščakov se začenja slovesnost ob dnevu državnosti in ob 25. obletnici osvoboditve mejnega prehoda v Rožni dolini v osamosvojitveni vojni leta 1991. Dober dan, Slovenija, in najlepše želje za tako čudovit rojstni dan. 25. Ja, kdo se ne spominja mladostnih dni, igrivosti, razigranosti, tudi navihanosti, zagnanosti in upanja. Res, da je tudi kakšna težavica bila pri tistih letih. In prav tako je tudi s to našo mlado državo. Ob tej priložnosti, v tem lepem jubileju, bi se rad zahvalil in pohvalil organizatorje, ki so prav vsako leto poskrbeli, da se obeleži dan, ko je bil osvobojen mejni prehod Rožna dolina. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj. Kjer je veter, tam je pesem, kjer pa vetra ni pojočih ptic. Tam sem jaz doma, kjer je veter, kjer lepo pojo, tam dom je moj. Po 25 letih se je marsikaj zgodilo v naši državi, od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, pa v šengensko območje. Padli smo nenazadnje tudi v splošno globalno gospodarsko krizo, sledila je begunska kriza, ampak premalokrat se spomnimo na dogodke izpred 25 let. Takrat, ko smo znali in zmogli stopiti skupaj, takrat, ko niso bile pomembne razlike ali delitve na leve in desne, politično pripadnost, verska pripadnost, takrat smo si vsi skupaj želeli biti samostojni. Smo ena mlajših zahodnih demokratičnih držav, se imamo še marsikaj za naučiti, čaka nas dolga pot, prepričan sem, da uspešna, ampak določene stvari se na danes življenju zdijo samoumevne, ampak niso tako. Večkrat moramo stopati skupaj, večkrat si moramo zaupati drug drugemu, da smo lahko ponosni, da smo Slovenci, da ohranjamo našo kulturo, naš slovenski jezik in da skupaj zmoremo več. Slovenec sem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Da se jači smeh, slovenec sem, da vseh da reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Da se jači smeh, Slovenec sem, da vseh da reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem.
Obletnice so priložnost, za trenutek zastanemo v vsakdanjem hitenju skozi življenje in razmislimo o prehojeni poti. 25. obletnica mlade države je že tak mejnik, ko se lahko ozremo na prehojeno pot in razmislimo o načrtih za leta, ki prihajajo. Že površen pogled na prehojeno pot slovenskega naroda nam pove, da so naši predniki zadnjih 150 let preživeli nešteto viharjev, jeznih, mrzle domačije, kot je zapisal dr. France Prešeren. Pomlad leta 1848 je zdramila tudi Slovence, da so razglasili svoj prvi narodno-politični program zedinjenja Slovenije. Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 se je uspelo delu Slovenije vojaško in politično osamosvojiti ter se priključiti kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Želja po združitvi vseh Slovencev v skupno državo pa je tlela še naprej. Razmere nastale v Evropi koncem prejšnjega stoletja so nam pri uresničevanju hotenja imeti lastno državo postale naklonjene in zgodilo se je leto 1991, ko se je zgodovina zgostila v nekaj tednov in celo dni, da smo zmogli storiti še zadnji korak na poti k lastni državi. V tej zgoščeni zgodovinski trenutek nedvomno sodi plebiscit decembra leta 1990, razglasitev samostojnosti 25.6.1991 in na to žal 10-dnevna vojna, ki so dokončno uresničili vsem Slovencem dolgoletne sanje o lastni državi. Delež ljudi na severnem Primorskem k nastajanju lastne države je nadvse pomemben. Zbornik njim pripada slava, ki ga je z vso skrbnostjo uredil, zdaj že žal pokojni gospod Bačar, je najprepričljivejši dokaz, kako smo se prebivalci severne Primorske, vsak po svojih zmožnostih in v tistih 10 dneh vojne prispevali k temu, da je bila vojna dobljena, Slovenija pa je postala samostojna in mednarodno priznana država. Ni slučaj, da se vsako leto ob tem času zberemo tu v Rožni dolini, kajti dejstvo je, da je napad 28.6.1991 tukaj pomenil prelomnico na Goriškem v vojaškem in moralnem pogledu. Napad v Rožni dolini je dokazal, da JLA ni nepremagljiva in temu so hitro sledile predaje vojaških enot JLA na mejnem prehodu v Vrtojbi in na mnogih karavlah na Goriškem. O dogajanju v tistih burnih dneh je že veliko napisanega in povedanega. Znano je, kako pomembno vlogo sta takrat imela teritorialna obramba in miličniki, ki so neredko riskirali tudi svoja življenja. Prispevki ostalih, gasilcev, Rdečega križa, občinskih štabov, krajevnih skupnosti in mnogih drugih, tudi posameznikov, niso zanemarljivi. Z eno besedo, takrat smo bili enotni v želji doseči skupni cilj, kot že dolgo ne, ne prej in žal tudi ne pozneje. Spoštovani, pred dnevi je v intervjuju na RTV Sloveniji major Srečko Lisjak, ki je eden najbolj zaslužnih za uspešne vojaške akcije na našem področju, dejal, da so se dogodki v tistem času vsakega udeleženca globoko in na različne načine dotaknili. Res je, čas pred osamosvojitvijo in pred začetkom vojne z Jugoslovansko ljudsko armado ni bil enoznačen. Dejansko, čez noč je včerajšnja prijateljska armada postala sovražna, saj nam je hotela odvzeti izglasovano pravico do samostojnosti. Prihaja čas, da v naslednjih 25 letih najpoprej odpravimo storjene napake ter se posvetimo nalogam za boljše življenje nas in naših otrok. Predvsem pa moramo čim prej končati prepire o preteklosti. Preteklost pustimo zgodovinarjem in poetom. V teh 25 letih smo veliko tudi postorili. Z vstopom v Evropsko unijo, kljub njenim slabostim, smo svobodneje zadihali, počutimo se varnejši
in Evropska unija upam, da bo tudi v bodoče garant za boljše življenje prihajajočim rodovom. Seveda smo po svoje danes ponosni, da smo Slovenci in da imamo svojo državo. Vendar se nam ni treba sprenevedati, da smo med ljudmi in narodi tega sveta kakšna izjema. Zavedati se moramo, da smo narod, ki je imel čase svetle prihodnosti, svetle preteklosti, med katere sodi tudi osamosvojitvena vojna in tudi čase temne preteklosti. Vse to so naši časi. Na njih je vredno in moramo graditi nove čase. To je še najmanj, kar lahko storimo, da se oddolžimo tistim, ki so se borili za lepšo prihodnost in za svet brez vojn. Vasica domača in polje, vračam se k tebi nazaj. Ti meni edina si sreča, edini prijazen si kraj. Ti meni edina si sreča, Jaz sem vesel, da vas danes tu vidim veliko veteranov, različnih veteranskih organizacij, ki smo takrat stali z ramo ob rami, tako kot spoštovani kolegi veterani stojite danes, tisti, ki imamo modre kravate, tisti, ki imate zelene ali pa kakršnekoli že. Vesel sem, da ste danes z nami in jaz upam, da bomo složno in enotno nastopali tudi kot veterani v prihodnosti in da se bomo vsi skupaj borili za vrednote, ki so nas leta 1991 kot veterane pa tudi kot narod združile.